Gospod Arh, kaj je bilo v nedeljo in danes najtežje pri reševanju in iskanju pogrešanih hrvaških planincev? Najtežje so bile vremenski pogoji v nedeljo in že sam pristop do izhodišča, ker ti sneg je zapadal skoraj do doline. Že sam prevoz do planine Konščica so oteževala drevja, ki so nam prekrivala čez cesto, tako da je bilo nekatere treba prežagati z motorno žago. Sam vzpon do mesta plazu je oteževalo velika količina novega snega. Na predelu višine, kjer je odnesel plaz, je bilo snega okrog 60 centimetrov. Moramo vedeti, da je bil sneg moker, težek, ves čas pa je tudi padal moker sneg. Tako da smo bili reševalci vsi premočeni. Kdaj je za reševalce včeraj postalo prenevarno, da bi nadaljevali z iskanjem pogrešanih planincev? Kdaj je postalo prenevarno? Ko smo prišli na mesto, kjer je bil plaz, smo se z vrvmi spuščali po grapi do mesta, kjer smo našli prvega planinca, zasutega. Nevarno je bilo med samim izkopavanjem, se je spontano strani sprožil plaz, ki je priletel v grapo. Zato takoj, ko smo odkopali prvega in ga uspešno s pomočjo helikopterja dvignili in pripeljali v dolino, smo se odločili, da za nedeljo prekinemo z intervencijo. Sam sestop in prevoz s pomočjo helikopterja je trajal do 9. ure zvečer. Kako pa ste danes zjutraj oziroma dopoldan našli še dva pogrešana? S čim ste si pri tem pomagali? Že tekom noči smo od kolegov z Hrvaške dobili koordinate preko telefona, kje naj bi se nahajal en telefon. Zato smo se osredotočili na to mesto. Zjutraj nas je helikopter prepeljal do bližino tega mesta. S seboj smo imeli tudi reševalne pse in eden od teh psov je nakazal mesto, kjer smo potem s sondo locirali drugega, ki smo ga izkopali. Kako dolgo pa sta bila, kako globoko sta bila ponesrečenca zakopana? Prvega, ki smo izkopali danes, je bil 1 meter pod snegom. Drugi, ki smo ga locirali s pomočjo sond, pa je bil več kot 1,5 metra. Povejte nam, se da predvideti snežni plaz? Hrvaški planinci so bili posvarjeni, da so vremenske razmere neugodne, vodič naj bi bil izkušen, pa so vseeno odšli na pot domov. To so imeli planirano za nedeljo. Snežni plaz se običajno da predvideti, ampak vedno pa obstaja ta možnost, da nas zadeva preseneti. Včeraj je v gorah še močno snežilo, takrat, ko so oni se stopali in verjetno niso pričakovali, glede na to, da je bilo v soboto še zelo lepo vreme, niso pričakovali, da bo čez noč zapadla taka količina snega. Plazu je botrovalo tudi razmočena podlaga, trava, kajti nad njimi, tam, ko se je plaz sprožil, je bilo travnato pobočje. Tam, kjer so se planinci v trenutku splazitve nahajali, je steza zelo ozka in takoj pod stezo je zelo strm teren. Tako da, ko jih je praktično plaz spravil iz ravnotežja in steze, jim ni bilo več pomoči, da bi se zaustavili in zato jih je plaz odnesel tako daleč. Gospod Arh, vi ste današnji zapis na družbenih omrežjih po tej tragediji, v katerem ste opisovali reševanje, končali z nasvetom. Premislite, kdaj, zakaj in kako se odpravljate v hribe, pa ne zaradi nas reševalcev, ampak zaradi tistih, ki vas čakajo doma. Ja, saj tudi za nas je najtežje so taka reševanja s takim izidom, zato ker vemo, kako se počutijo svojci poškodovanih, preminulih oseb. Zato
naj vsak res razmisli, preden se odpravi, oziroma če nas v gorah ujame take razmere, kot so, poskušamo presoditi, pokličemo za nasvet. Včasih je bolje počakati kakšen dan ali dva v koči, na varnem, preden začnemo sestopati, oziroma izberemo ustrezno pot, če seveda obstaja. Gospod Arh, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala, lahko noč.